Lepo pozdravljeni v poslovnih nasvetih, v katerem bomo danes spregovorili o intelektualni lastnini. Torej, pogosto spregledanem, vendar za mnoga podjetja ključnem delu uspeha vsakega sodobnega podjetja. Ena zanimivost, namreč nedavno poročilo Evropskega patentnega urada ugotavlja, da patentne prijave iz Slovenije zadnje 3 leta močno rastejo in celo nad povprečjem Evropske unije. V lanskem letu so se na primer patentne prijave iz Slovenije povečale kar za 2%, za razliko od evropskega povprečja, kjer te padajo. Še posebej spodbudno pa je, da je v kar tretjini vseh prijav sodelovala vsaj ena ženska izumiteljica, kar je tudi precej nad evropskim povprečjem, ki je tam okoli 25%. Z nami sta dve zanimivi sogovornici in se veselim klepeta, ki obe odlično poznata obe plati zgodbe, tako državno kot podjetniško. Najprej z nami Karin Žvokelj, direktorica Urada za intelektualno lastnino, ki je bila predtem tudi podjetnica, tako da pozna tudi to plat, bom rekel, patentov in intelektualne lastnine. V zadnjih 3 letih, odkar ste direktorica, ste urad močno odprli podjetnikom in gospodarstvu, okrepili ste mednarodno sodelovanje in verjetno tudi od tukaj te uspehi, pa v tem malce kasneje, Karin. In druga sogovornica je gospa Mateja Foršnarič, direktorica podjetja Aerosol, enega najbolj uspešnih slovenskih podjetij, tehnoloških, na področju tehnoloških inovacij. In pa podjetje je bilo prejemnik tudi WIPO Global Award, torej zelo prestižnega mednarodnega priznanja za pametno upravljanje intelektualne lastnine. Najprej čestitke za ta uspeh in lep pozdrav v bistvu v našem podcastu. Karin, če začnemo morda midva. Če bi morali nekomu, ki o tem še ni razmišljal, v 2 ali 3 stavkih razložiti, kaj sploh pravzaprav je intelektualna lastnina in zakaj je pomembna, kaj bi rekli? Ponavadi namreč intelektualna lastnina je tako nekaj zelo platonskega, neoprijemljivega, saj za povprečnega človeka. Res je, neoprijemljivo se, to je najtežje potem na koncu, da ne znaš opredeliti. Se pravi, tako zelo poenostavljeno. Intelektualna lastnina, ja, je lastnina, vendar to je produkt lastnega ustvarjanja, naše pameti, lahko rečemo, našega razmišljanja, našega ustvarjanja. In se sama intelektualna lastnina se pa nekako kaže skozi različne izključne pravice. Se pravi, to se kaže recimo skozi patente, znamke, skozi model, skozi poslovno skrivnost, nenazadnje. Tako da skozi avtorsko pravico. Tako da to so te najbolj, bom rekla, običajne pravice intelektualne lastnine. Tako da, če bi pa dala en primer, zdaj nimam zraven telefona, sem najraje povem na primeru telefona, ki res ima vse vrste pravic intelektualne lastnine. Se pravi, imamo patent, ki varuje neko tehnično inovacijo, se pravi neke tehnične rešitve znotraj, imamo znamko, ki varuje bom rekla, tukaj se registrirate lahko tudi, bom rekla, kako bi temu rekla, da bi najbolj bilo poenostavno, torej blagovna znamka, na primer, Ja, blagovna pa storitvena. Tu pa moramo tu bi pa rada povedala, ne govorimo o blagovni znamki, govorimo o znamki, ker lahko imamo blagovno znamko, lahko pa imamo storitveno znamko, Se pravi, prosim, naj se uporablja termin znamka. No, pri znamki je tako, da se zavaruje nek zgled, ker s tem nekako se pozicioniraš na trgu. Pri modelu spet neka oblika. Tudi pri telefonu je tudi pač kakšna oblika je. Tukaj recimo primer telefona je tudi recimo, ki vključuje tudi avtorsko pravico. Se pravi, tu so razne, bom rekla, te ustvarjalne stvaritve. Pa tudi poslovna skrivnost, to je pa tisto, kar nekako ne želimo pokazati konkurenci, se pravi neke dragocene informacije. Tako da, tako zelo na hitro o intelektualni lastnini. Zakaj pa pomembno, v bistvu, da zavarujemo te določene pravice ali pa patente? Ja, zdaj,
bom rekla, kar nekaj študij je pokazalo, da intelektualna lastnina, da prinaša kar veliko koristi podjetjem, se pravi, sploh če zavaruje svoj izum. Se pravi, govorimo tukaj, pridobiš konkurenčno prednost, večja prepoznavnost na trgu. Nenazadnje tudi se ustvarjajo neki dodatni možnosti so zaslužka zaradi licenciranja, zaradi prodaje pravic. Se pravi, kar neke dodane vrednosti jaz vidim, vkolikor se podjetje odloči, da svojo stvaritev oziroma svoj izum tudi potem, pri tem tudi razmišlja, ne, da to je intelektualna lastnina in da to je potrebno nekako zavarovati. Tako bom rekla, velikokrat se zgodi, da sploh podjetja, mala in srednja velika podjetja, saj to smo mi ugotovili, ne, se srečujejo z intelektualno lastnino takrat, ko je že prepozno. Se pravi, tistikrat, ko zaznajo na trgu, da jih nekdo skopira, da jih nekdo, ne vem, posname, ne, tako da takrat je že prepozno, ne moramo več nič narediti, ker imamo že na trgu. In nezaščiteno, ne? In dejansko lahko vsak uporablja. Ja. Tako da to je problem in zdaj želimo res na našem uradu veliko delamo na tem, da osveščamo, da je intelektualna lastnina pomembna, da je potrebno že v prvi fazi pomisliti na to, da se zavaruje svoj izum, da naredimo vse te korake, da tista druga faza sploh ne pride, oziroma da nas ne že kdo kopira, ker potem je res že prepozno. Tako. Prej ste na področju telefona dejali, da obstaja več vrst intelektualne lastnine in zaščite in tako naprej. Kakšne vrste pravic intelektualne lastnine dejansko so na voljo podjetnikom in kako se naj odločajo za eno ali za drugo? In pri tem pomagate verjetno tudi vi? Tako. Zdaj tako. Tukaj ne moramo dati enoznačnega odgovora. Se pravi, katero vrsto pravica je tista za podjetje najpomembnejša. To je stvar poslovne strategije podjetja, to je stvar tudi, kar bi si jaz želela, da vsaka poslovna strategija bi imela tudi strategijo intelektualne lastnine kot del. In tam je kjer se opredeli, se pravi, katera pravica je tista, ki mu bo dala podjetju največjo konkurenčno prednost. Se pravi, ali je to zdaj, ne vem, ali je to patent, ali je to znamka. Res zelo je odvisno, kaj želi graditi v prihodnje, kot tisto, da se želi pozicionirati. Tako da vem pa, da ker je to zelo kompleksna tematika, nenazadnje tudi če na spletni strani je vrsto takih in drugačnih informacij, je res najbolje mogoče, da v prvem koraku se najprej obrnejo na naš urad. Mi imamo svojo infotočko in nudimo brezplačno svetovanje, tako da vsaj podjetja usmerimo, kam ne gre, kako ne gre, in mogoče mu tudi mi pomagamo z našimi storitvami, ki jih imamo, nenazadnje tudi ta prva informacija, ko naši strokovnjaki grejo do podjetja in nekako skupaj vidijo, se pravi, kaj že imajo, kaj je njihov potencial in kako v prihodnje z intelektualno lastnino. Tako da vsekakor najprej mogoče, da se obrne na naš urad. Intelektualna lastnina pogosto nima neke neposredno določene denarne vrednosti ali pa vsaj bi rekel, da imamo tako percepcijo, da ni utipljivo. Verjetno marsikdo ob zaščiti te pravice, pa seveda pomisli, ali inovacije, znamke in podobno, pomisli seveda pa najprej na stroške in na drugi strani, da ni nobenih, bom rekel, materialnih oziroma finančnih koristi. Kako lahko podjetja pravzaprav sploh ocenijo, koliko je njihova intelektualna lastnina vredna? Ali se jim splača investirati v neko zaščito ali ne? Tako, zdaj bom jaz povedala z vidika, bom rekla, urada za intelektualno lastnino. Mislim, da pa tudi Mateja bo znala povedati z vidika podjetja. Šli tudi na to, ja. Tako, ja. Zdaj, tu je področje, ki po moji oceni je bilo podcenjeno vrsto let, postaja pa zdaj čedalje bolj pomembno. Tudi na globalni ravni, se pravi, ja, intelektualna lastnina je vrednost. Tu je premoženje podjetja. In vendar, mogoče zato, ker se to ni govorilo o tem, tudi se ni razmišljalo, da je potrebno to mogoče tudi nekako kako vrednotiti, kaj vrednotiti. Zakaj zdaj tako govorim? Je tudi to, ker naš urad
letos zelo usmerja aktivnosti, to je ena izmed prioritet letošnjega leta, da smo nekako se začeli ukvarjati z vrednotenjem intelektualne lastnine, ker se zavedamo, da je ta tematika izjemno, bom rekla, še nepoznana in tudi metode, ki se že obstajajo na svetovni ravni, samo niso neke standardizirane oziroma vsak malo po svoje vrednoti intelektualno lastnino. Se pravi, odvisno zdaj, za koga se gre, ali je to za investitorja, ali je to za banke, vendar tukaj smo zelo na začetku. Tako da zdaj, ali je to spodbudno za podjetje, kar govorim, ali ne vem, samo vsekakor spodbudno je to, da naš urad zelo zdaj veliko dela na tem področju, tudi skupaj s Svetovno organizacijo za intelektualno lastnino, tudi skupaj z uradom iz Južne Koreje, nenazadnje tudi z uradom iz Velike Britanije, ki ima že nekaj izkušenj, zato ker skupaj želimo res priti do tega, da bomo v Sloveniji znali vrednotiti intelektualno lastnino. Vem, da je še dolg proces, vendar jaz verjamem, da bomo tukaj uspešni. Ker tudi študije kažejo, to pa so sploh študije narejene s strani Svetovne organizacije za intelektualno lastnino, da se delež, bom rekla, neopredmetenih sredstev, kjer je tudi intelektualna lastnina znotraj, se, bom rekla, pospešeno res se dviguje, se pravi, nekako že prevladuje v bilancah glede na opredmetena osnovna sredstva. Je pa to tudi zaradi, bom rekla, razvoja bom rekla, vse te tehnologije, umetne inteligence in tako naprej, tako da mislim, da tu je tudi malo pokazalo, zakaj zdaj ta vrednost je tako raste. Recimo primer, leta 2024 v primerjavi z 2023 je za 28% sam zraslo in doseglo najvišji zdaj vrh, glede koliko je vrednost, bom rekla, te neopredmetenih sredstev zrasla v primerjavi z na globalni ravni. In tukaj še vedno, prva je Združene države Amerika, na drugem mestu je Irska. Zelo zanimivo. Potem na tretjem je veliko evropskih že držav, se pravi, mi smo dolžni nekaj narediti na tem področju. Tako da to je področje, ki me zelo veseli in jaz zelo delam zdaj na tem, oziroma skupaj z ostalimi akterji, ki so pomembni na tem področju. Mateja, morda za začetek za vse tiste, ki vas ne poznajo, vašega podjetja, podjetje Aerosol, kako veliko podjetje je, s čim se ukvarjate? Bom najprej malo opisala. Aerosol podjetje je globalni nišni lider na področju merjenja in raziskav črnega ogljika, ogljičnih aerosolov. Pravzaprav, poenostavljeno rečeno, razvijamo in proizvajamo merilnike, ki merijo črni ogljik in druge ogljične aerosole. Naši kupci, dejansko mi pokrivamo in imamo mrežo z našimi partnerji prodajnimi, ker pokrivamo in dejansko so potem ti inštrumenti inštalirani, uporabljeni po svetu, na vseh kontinentih, več kot 70 državah. Recimo od severnega pola do južnega pola, od amazonske džungle, Sahare, v mestih, kjer se meri kakovost zraka, se pravi od Šanghaja, se pravi Kitajska, ZDA, Evropa, Afrika, Latinska Amerika. Se uporabljajo, se pravičujem, te merilniki samo za merjenje kakovosti zraka? Specifično črni ogljik in drugi ogljični aerosoli. Se uporabljajo to tudi morda kje v industriji? Tudi se. Ravno s tem, da je tako, ta tematika, same raziskave, samo preučevanje črnega ogljika je mlada znanost, aerosolja.
cirka 50 let nazaj, kar pomeni, prvi interes je bil seveda pri znanstvenikih. Od tukaj je ta znanost. Znanstveniki, tako da tudi naši uporabniki, kot sem rekla, ki imajo lokacije, nakazuje na to, uporabljajo znanstveniki na raziskovalnih postajah, ki merijo vpliv črnega ogljika na klimatske spremembe, na kakovost zraka in tudi na zdravje ljudi. Na drugi strani pa so uporabniki agencije v vseh državah, mestih, skupnostih, ki pa merijo kakovost zraka in spremljajo dejansko, ker jih zanima, kakšna je stanje črnega ogljika. Seveda oni merijo številne druge polutante tudi. Črni ogljik je eden izmed njih. Mogoče sem za pojasnilo, kaj ta črni ogljik sploh pomeni, kaj to je. Ker mi smo dejansko, kot sem prej rekla, globalni nišni lider, smo na področju črnega ogljika. To je zelo ozko specifično. In dejansko je to tudi ostaja naša strategija, ta fokus v tem nišnem, črni ogljik, ker to dejansko smo nekako na znanstvenem in tehnološkem lideri in potem to prevedeno v posel, komercializacijo. Črni ogljik so dejansko majhni delci, črni delci v zraku, ki nastanejo pri nepopolnem izgorevanju fosilnih goriv in biomase. Zelo preprosto povedano, se pravi izpuhi avtomobilov, avtobusi, ladijski promet, kurišča, les, biomasa, gozdni požari, industrija. Industrija je v manjši meri uporabnik, so začeli, ampak nekako vsa zgodba se je začela, najprej so bili znanstveniki, ki so to preučevali iz neke vedoželjnosti, kako se je črni ogljik, kako tam tisto črno, da se je znašel na severnem polu, južnem polu, ali pa kako je do tja prišlo. Sprej znanost. Potem posledice v 80-ih, 90-ih letih v Angliji, ko je zelo udarilo na zdravje ljudi, in so te raziskave prišle na zdravje ljudi. Potem, se pravi, ta splošna znanstvena radovednost je prenesla uporabnost tega, kar mi delamo, kar merimo, kar proučujemo, razvijamo, tudi na področje, da so mesta začela vključevati te meritve črnega ogljika v svoje ostale meritve polutantov, in ker na osnovi tega one potem lahko sprejemajo določene tudi ukrepe. Recimo, če vejo, večina onesnaženja prihaja iz prometa, seveda pred tem izpeljejo vse meritve, preden lahko sprejmejo neke ukrepe, in potem seveda merijo učinke svojih ukrepov. Tako da se zdaj, predvsem v Evropi, z ESG-jem, se pravi z trajnostjo in s tem pa je se je pokazalo, da so tudi velika podjetja ozaveščena, ki se tudi zavedajo svojega vpliva, ki ga imajo na okolje, ali na neko skupnost, kjer ta podjetja, ta industrija deluje. Zato sem rekla pristanišča, letališča, rudniki in ostalo, tako da tudi tukaj zaznavamo. Skratka, delujete v zelo pomembnem segmentu, tudi za gospodarstvo nenazadnje, tovrstne meritve so zelo pomembne, tudi za odločanje v določenih primerih, na primer podelitve okoljevarstvenega dovoljenja in podobno. Tako da v bistvu morajo biti merilne naprave in tako naprej zelo natančne in precizne. Robustne, ja. Torej, veliko znanja je tukaj vključenega in razvoja. Dejansko tako. Ja. Kako je bilo pri vas z intelektualno lastnino? Kako zgodaj ste začeli razmišljati o njeni zaščiti in zakaj ste se za to odločili? Ja, tako, zgodba podjetja Aerosol se je začela 2007, ko je ustanovitelj, lastnik podjetja, podjetje ustanovil v Sloveniji. Naš lastnik je Američan, dr. Anthony Hansen, ki je pravzaprav fizik, ki pa je samo zgodbo o črnem ogljiku in proučevanje o tem in razvoj prvega inštrumenta, ki meri črni ogljik v realnem času, se pravi, ker mi merimo črni ogljik zdaj, na neki lokaciji. On je to zgodbo začel pred cirka 50 leti. Kot študent, podiplomski študent v Ameriki na Lawrence Berkeley Institute v Kaliforniji.
In iz te njegove najprej vedoželjnosti se je v skupini, kjer so delovali, je prišlo do tega prvega preboja, do metode in prvega merilnega inštrumenta za merjenje črnega ogljika, ki so ga patentirali, oziroma ga je patentiral. Tako da to, bom rekla, potem je prišlo vmes do prenosa tehnologije in proizvodnje v Slovenijo iz Amerike. Tako da zgodba je lastnik je potem 2007 ustanovil podjetje tukaj, odprl, se pravi podjetje je začelo rasti iz 5-6 ljudi, proizvodnja, potem se je temu dodalo raziskave, razvoj, prodajna komponenta, tako da danes nas je 30 in pokrivamo, jaz rečem, smo majhno podjetje, vendar imamo pa dejansko strukturo kot kakršnokoli veliko podjetje, ker pravzaprav pokrivamo vse funkcije v Ljubljani, kjer je dejansko sedež in znanstvenega delovanja, razvojnega delovanja, prodajnega delovanja. Tako da nam, se pravi, ker je prvi patent, ta metoda bila dejansko zaščitena, objavljena leta 1980, takrat se je za merilnike, etalometer, merilniki, se je začela ta zgodba. Tako da s tem je seveda, ko se je podjetje ustanovilo, je neka miselnost in zdaj skozi leta ta miselnost, ta kultura, da je treba inovirati, se pravi inovacije in naprej miselnost, če delamo inovacije, dajmo to zaščititi, dajmo zaščititi z intelektualno lastnino, dajmo izobraziti ljudi, to ni samo oddelek raziskave in razvoja, ampak tudi ostali, Ta miselnost se je prelevila potem dejansko naprej, tako da potem smo mi začelo se je s sami patenti, ampak potem prišlo tudi na blagovne znamke, pa nas imamo blagovne znamke, tako da potem s časom tudi na modele, pa in tudi na avtorske pravice. Mi smo z našo lastnim razvojem podjetja tudi spoznavali in se učili pomena varstva intelektualne lastnine na eni strani, hkrati pa tudi komercializacije intelektualne lastnine. Šlo je z roko v roki, nismo imeli vsega, ko smo začeli, ampak takole smo dopolnjevali. In dejansko celostno upravljate nekako to področje intelektualne lastnine, kot razumem. Zato ste tudi dobili nagrado, torej WIPO Global Award za pametno upravljanje intelektualne lastnine. Mi upravljamo celostno, nekako sama strategija intelektualne lastnine je del naše strategije, zelo od začetka je bilo jasno in je jasno, mi rabimo intelektualno lastnino, želimo zaščititi, želimo komercializirati, še predtem pa jaz večkrat rečem tudi, moramo inovirati, in to, kar inoviramo, te ideje, znanje, inovacije, produkti, to, kar je, rabimo zaščititi. Kje vi vidite prednosti zaščite intelektualne lastnine? Različnih stvari. Rekli ste od modelov, blagovnih znamk, tehnologiji in podobno. Jaz bom takole, včasih postavim vprašanje obratno. Predstavljajte si, da ne zaščitite. Recimo, mi v našem poslu delujemo globalno, mi prodajamo globalno. Mi prodajamo, naši največji trgi so seveda Severna Amerika, Evropa in Kitajska. In vse ostalo, ampak to so najbolj pomembni. Zdaj, ko sem omenila te trge, tudi ti trgi so se razvijali skozi vsa ta obdobja. Tudi njihovo vedenje o upoštevanju intelektualne lastnine ali pa kršenje intelektualne lastnine se tudi spreminja. Tako da, se pravi, mi smo izhajali iz tega, kaj se bo zgodilo, če mi tega ne zaščitimo. In seveda, v podjetju je tako, zelo enostavno je vedeti, da potem je prihodek izgubljen. Prihodni prihodki iz tega, kar ti imaš, neke tvoje ideje, ali je to produkt, izdelek, storitev ali pa blagovna znamka, jo
jo lahko izgubiš. Danes jo imaš, greš na neko konferenco, greš na neko predstavitev, na neki sestanek, ti lepo to deliš, ali pa do partnerja, s katerim želiš nekaj se zmeniti za nek posel, za neko sodelovanje, to predstaviš in s tem dejansko izdaš svojo idejo. In to lahko to predstavlja tudi moment, ko si ti, nenadoma je ta tvoja ideja, potem jo ta drugi registrira, uporablja, dana zastojna, ker veste, tako je, da tudi pri podjetjih, mi dnevno ne razvijamo vsak dan novo idejo, ki bi nam prinesla milijone in milijone. In zato je, če se takole pogleda vsa ta številna podjetja, prej omenjeni telefoni in tako naprej, imaš moment, in takrat moraš vedeti, moraš znati oceniti tudi to komercialno, potencialno vrednost, čeprav trga še ni, ampak videti, znati oceniti naprej in potem to zaščititi, in potem zaščititi v državi in tudi razumeti, kje se bo prodajalo, kje se bo komercializiralo, tam zaščititi stvari, treba je o tem razmišljati in to je pri nas tudi, je to postajalo, tudi ta naša strategija intelektualne lastnine se je na tak način kreirala, zato ker smo imeli tudi mi svoje izkušnje, dobre, pa tudi slabe, in iz tega smo se tudi nekaj naučili. Karin, se podjetja pri nas zavedajo v bistvu pomena intelektualne lastnine, tako se recimo v podjetju Aerosol? Prej ste omenili, da je še vedno pomanjkanje tega zavedanja. Tako je. Zdaj, 2 leti nazaj smo mi naredili eno analizo med malimi in srednjimi velikimi podjetji, da smo videli sploh to, a obstaja razumevanje, a obstaja poznavanje o intelektualni lastnini, o našem uradu, o pravicih. In rezultat je pokazal, da res zelo, bom rekla, smo bili tudi malo presenečeni, res nizko zavedanje je bilo. In to je bil tudi pokazatelj in tudi alarm, mi moramo nekaj na tem področju narediti. In res veliko zadnja leta vlagamo v promocijo, v educiranje, tako bom rekla poslovne javnosti, kot bom rekla raziskovalce, se pravi, vse, kar je tudi splošno javnost o tem, da je intelektualna lastnina pomembna, zakaj je pomembna in tudi s praktičnimi primeri. In jaz mislim, da v zadnjem letu, tudi ne nazadnje, ta študija zadnja strani Evropskega patentnega urada kaže, da v bistvu smo na pravi poti. Se pravi, neke številke se dvigujejo. Se kažejo, tako, kar pomeni, da, in tudi opažamo, da je večje zavedanje, tudi dobivamo na urad več klicev, več vprašanj, je pa tudi res, da smo tudi mi bolj aktivni. To je res, z vsemi delavnici, s tem mednarodnim sodelovanjem, ker bom rekla, naš urad se je odločil, da bo partner gospodarstvu, da bo partner kreativnemu sektorju. In kaj lahko naredimo samo tako, da nekako skupaj ustvarjamo, pomagamo in da slišamo. Tako da menim, da zavedanje se je dvignilo, ni pa še na tej ravni, ko si mi želimo. In to vem, da moramo delati. Katerih recimo vrst zaščit imamo pri nas največ? Kje pa imamo morda potencial, pa teh zaščit še ni? Zdaj, naše statistike kaže tako, največ je, bom rekla, na področju znamk. To pride cirka letno 1000 znamk. Potem, tako da to je najbolj, po moje tudi zaradi tega, ker to je najbolj taka razumljena in tudi postopki niso tako zahtevni, kadar gre za registracijo znamk. Je pa na drugi strani, bom rekla, področje patentov, se pravi, to je pa, bom rekla, bolj kompleksna, bolj zahtevna, bolj zapleten postopek. Tukaj pa tudi, bom rekla, skoraj si upam reči, da brez patentnega zastopnika zelo težko sam narediš prijavo. Sem se tudi že pogovarjala z nekaterimi podjetji, ko so rekli, smo poskušali sami, je to pa res zahtevno. Tako da, kaj delamo zdaj mi, tam, kjer bi bil prostor, bom rekla, nenazadnje, zdaj smo pripravili eno brošurico Patentno varstvo v tujini,
tudi z vsemi postopki poskušamo čim bolj na enostaven način, poljuben način predstaviti podjetju, kako ne prijavi, ne, in kateri so tisti postopki, ki jih mora dati skozi, da pride do neke patentne prijave. Ja, na področju modelov pa bom rekla, smo tam malo, se dviguje, ta trend tam okrog 40 na leto jih imamo, tako da ja, drugače je prostor za izboljšave, seveda. Lahko z nami podelite, Karin, kakšno zgodbo oziroma pač primer podjetja ali dveh, kjer je patent pomembno prispeval k rasti in bomo rekli ohranitvi podjetja in rasti. Zdaj, tako, eno podjetje že sedi zraven mene, tako da Aerosol, mislim, da to je zelo primer ene take dobre prakse. Tako da bi pa navedla še nekaj takih podjetij, ki so tudi prejeli WIPO nacionalno nagrado, to je pač en drug postopek, ki v slovenskem prostoru pač ta postopek vodi Inštitut Jožef Stefan skupaj v sodelovanju z bom rekla, z našim uradom in z uradom za svetovno organizacijo. In tukaj so recimo prejemniki že bili od Krke do Elana, do Hidrije, do tudi GM Motors. Tako da sem vendar tu ni, bom rekla, tu so samo ena podjetja, ne. Je pa, bom rekla, težko je zdaj reči, ok, ta podjetja so najboljša. Recimo, imamo tudi Remigo, ki je tudi primeren tak dobre prakse, kako so se potem začeli se spoznavati z intelektualno lastnino in so začeli ščititi. Tako da ja, ne, to je neki podjetji, tako, ki bi lahko omenila. Je pa vrsto še večjih, no. Karin, pogosto se podjetja bojijo, ne, da bo zaščita intelektualne lastnine zapletena, draga, birokratska. Ja. Morda preden pravzaprav zastavimo vprašanje, kako poteka v praksi, izkušnja, gospa Mateja, vaša, kjer so bili največji izzivi ali pa kje so največji izzivi recimo pri zaščiti intelektualne lastnine, s katerimi ste se vi soočali? Moram povedati, ne, tudi mi v podjetju nimamo se pravi, skupine, a ne, ki bi se ukvarjala, da bi to zaščito in tako naprej. A ne. Pri nas je to zavestno bilo je sodelovanje z zunanjo patentno pisarno, a ne, že od vsega začetka. Ravno zaradi tega, ker tiste glavna funkcijska področja, ki jih podjetje rabi, je v podjetju. A ne. To je pa pri nas dodatek. Mi se tega zelo zavedamo, je pomembno, a ne, zato imamo in sodelujemo. In dejansko nam je ta zunanja patentna pisarna, kjer je sodelovanje že dolgoletno, a ne, kot prvo so eksperti poznajo postopke, poznajo zakonodajo, imajo tudi znotraj seveda EU-ja, a ne, kakor tudi imajo svojo mrežo sodelovanja z drugimi patentnimi uradi in tudi drugod po svetu, a ne, ker mi tako naša zaščita, varstvo, a ne, lahko mi začnemo v Sloveniji, ampak potem vemo, da sledi EU, sledi ZDA, sledi Kitajska, sledijo druge države. Odvisno je seveda, kaj zaščitimo, a ne. Tako da je nam sodelovanje s tem zunanjo patentno pisarno v tem primeru zelo pomembno, a ne? In to je za nas seveda veliko lažje, a ne? Je začetek, a ne? In potem tudi vzdrževanje tega naprej, a ne? Ker ena stvar je prva registracija, potem pa je to treba vzdrževati, a ne? In seveda podjetje samo odloča, koliko časa bo to vzdrževalo, a ne? So pa, se pravi, izzivi, ki pa so, a ne, prej sem omenila, ne, tudi mi smo se učili, a ne. Pomembno je, da je zavedanje je bilo, ampak smo se samo znanje z tega področja je pa tudi nam, smo ga sproti pridobivali skozi izkušnje, a ne. In razne prakse in kar smo slišali, a ne, in tudi na tak način snovali potem samo strategijo intelektualne lastnine in politike in izboljšave, oziroma sami so videli, tukaj nam nekaj manjka, se vrzel, moramo to zapolniti, ampak izzivi, ki pa dejansko so nam bili, pa je, se pravi, ko govorimo države, se pravi geografsko, kje pokriti, kje zaščititi, v katerih državah, je pa to zelo pomembno, a ne. In tukaj smo se potem naslanjali na to, kje bomo komercializirali. Ne samo danes,
kje je potencialno prihajajoči trg, a ne, kje nam lahko predstavlja nevarnost, če mi, spet nazaj, če tega nimamo, a ne, ampak vidimo trende, a ne, ker imajo znanstvenike, ker imajo tehnologijo in da nam bo to lahko težava v prihodnosti, če mi sedaj ne zaščitimo čez 5 let ali pa 10 let. Spravi, ta dolgoročnost je, spravi, vedeti, kje zaščititi, v katerih državah, a ne, kje potem ta politika komercializiranja. Drugi aspekt teh izzivov je pa vedeti, katere oblike, a ne, mi imamo patente, imamo tudi modele, a ne, blagovne znamke in avtorske pravice, a ne, s tem, da je, kot sem prej rekla, s patenti smo začeli, blagovno znamko, ta je sledila, šele izkušnje, ki smo jo imeli, prej sem rekla, ne, negativne izkušnje in zdaj, če to malo se povežem, a ne, naša zaščita iz preteklosti je bila zelo dobra, Evropa in ZDA, ne, zamudili smo pa malo Kitajsko, a ne, in smo potem, ko se je šele Kitajska začela prebujati, a ne, tudi tehnološko in vstopati na razvojni trg, znanstveni trg in razvojni trg, a ne, smo pohiteli, oziroma smo tudi mi nadoknadili, kar smo lahko nadoknadili, tako da tudi tam je vse zaščiteno, a ne, ampak Kitajska nam je postala kot trg, ker sami imajo, oziroma njihova urejenost intelektualno lastnino, vsaj takrat, zdaj je že boljše, a ne, ampak vsaj takrat pred leti je bilo manj, smo se preprosto soočali z izzivi kopiranimi inštrumenti. Našimi, se pravi, niso naši bili, ne, se pravi, kopije naših inštrumentov, kjer so lahko bila spremenjena samo barva. A ne? In seveda to nas je napeljalo temu, da smo vedeli, moramo dodati modele, moramo copyright, se pravi avtorske pravice, a ne, recimo software se na tak način zaščiti, a ne. Tako da to so bili, in to še zmeraj so, a ne, tako da na to smo pozorni. V bistvu ste izkusili tudi konkreten primer, ne, pomanjkanja, ne, posledic pomanjkanja in zaščite, ne, na nekem trgu. Karin, kakšen je pravzaprav ta postopek zaščite neke ideje, inovacije, blagovne znamke? Verjetno je zelo različen od tega, kaj zaščitiš in kje, ne? Tako je. Zdaj najprej bom tako rekla, ne, jaz veliko... Če strneva seveda, ne? Ja, zelo bova strnena. Zdaj, če veliko krat poslušam, ne, ja, to je pa zelo drag postopek, to je zelo zapleteno in tako. Zdaj, jaz se s tem ne morem prav najbolj strinjati, ne, zato ker sama registracija, sama prijava, zdaj spet zavisi, ali govorimo zdaj znamka, model ali pa patent, ne, bom rekla, stroškovno niti, bom rekla, to je nekaj 100 evrov, ne, tu vzdrževanje ni. Je pa res, da če pa pride do nekih sporov, če, ne, se pravi, tukaj vse, kar gre na sodišče, ne, tam pa govorimo lahko o milijonih, ne, in tu so tisti veliki stroški, ki jih jaz vidim najbolj pri vseh postopkih, ne. Drugače pa prijave, vzdrževanja tovrstnih pravic, tu ni taki strošek, da podjetje si ne more, bom rekla, pokriti sploh, ne, če gre na tuj trg. Verjamem pa zdaj, jaz ne vem, kako je potem vse to za zastopniki. Zdaj, sama prijava znamk modelov, to je malo bolj, bom rekla, enostavno. Osebno menim, da tudi samo podjetje lahko samo to opravi. Vse je online, ne glede na to, ali se to na nacionalni ravni ali na evropski ravni se izvaja registracija. Pri patentih je pa v bistvu malo bolj zahteva, bolj kompleksen postopek, zahteva malo več znanja, ne, zato, kot sem prej že omenila, ne, osebno menim, res brez patentnega zastopnika zelo težko sam narediš prijavo, tako da in tudi če gledava zdaj časovnico, ne, pri znamkah res, ne, če je vloga popolna, vse v nekaj mesecih imaš ti registrirano znamko, ne. Pri patentih pa to traja, bom rekla, ne, 12 do 18 mesecev, spet zavisi, ne, za kateri patent se odločiš, ali je to, ne, na evropski ravni, ali je to za katero državo izven Evropske unije, se pravi, spet težko je dati enoznačni odgovor, ker je različna pravica, različni postopki, različni teritoriji, ja.
Kaj je najbolj pomembno pri, recimo, da podjetje naredi, preden se odloči, ne, in tudi torej za zaščito, in tudi pri sami zaščiti, na kaj mora biti podjetje pozorno? Recimo, če rečemo, zdaj, da ima en izum. Ne? Prvo, ne, kar veliko se vpraša, jaz sem, to sigurno je na svetovni ravni, jaz sem prvi. Ne, tako. Najprej mora pogledati v bazo, ne, ali je res njegov izum res patentibilen, oziroma ali obstaja že kakšen patent, ali je kaj podobnega njemu. Ne. In tu je velikokrat se naredi napaka, da se najprej ne pogleda baz podatkov, ki so javno objavljeni. Ne. So te tudi pri vas na Lahko pa uradu? pri nas tudi seveda, kot sem spet infotočko imamo in to lahko tudi mi za podjetja naredimo, drugače pa na spletni strani so. Nenazadnje imamo tudi Patlibe, to so te patentne knjižnice, 3 v Sloveniji, ki lahko tudi imajo ta dostop in lahko do njih se komot lahko vsak obrne in dobi te podatke. To je prva zadeva, ki jo mora narediti. Ne. Potem pa naprej, ne, kot sem rekla, zdaj odvisno. Patentni zastopnik sam. Pa dobro je, da ima res tudi v svoji poslovni strategiji res tudi del, ki je namenjen intelektualni lastnini, se pravi, da opredeli, kaj mu predstavlja vrednost, s čim bo dosegel konkurenčno prednost in tako naprej. To se mi zdi pomembno. Mogoče velikokrat asociiramo patentno, zaščito intelektualne lastnine predvsem z velikimi podjetji. Aerosol je recimo primer malega podjetja, ne, kako ste se tega lotili, zelo sistematično, ne, in kot ste rekli, za vas je to zelo pomembno, ker imate zelo nišen proizvod, ne. Ampak tudi za mala in srednje velika podjetja je to zelo pomembno, ne? Ja. Mislim, da to... V katerih delih, recimo, pride prav tudi za mala in srednje velika podjetja? Zdaj, če primerjam velike korporacije, mala podjetja. Ja, velike korporacije res imajo svoje oddelke, ne. To je res stroj, ne, ki se ukvarja z intelektualno lastnino, imajo svoje, nenazadnje, educirajo ljudi, da postanejo, bomo rekla, zastopniki in tako. Ja, za mala pa tukaj je tudi naša vloga, da nekaj naredimo. Ne. Nenazadnje, ne, več kot 90%, ne, kaj, 98% vseh v Sloveniji. V Sloveniji je malo MSP-jev, ne? Se pravi, tako. In tudi v naši strategiji je tudi za letos, da se fokusiramo na mala in srednja podjetja. In to tudi delamo, zaradi tega, ker vemo, da mogoče rabijo več pomoči z naše strani, da bolj razumejo vse te postopke. In še več, kaj bi rada dodala, podpisali smo tudi sporazum z Evropskim patentnim uradom, ki je v bistvu namenjen za raziskovalne inštitucije, za mala in srednja velika podjetja, za inovatorje, da to je do 80% nižje stroške za poizvedbe. Ne, se pravi, ali je izum patentibilen. To lahko že v prvi fazi lahko malo in srednje veliko podjetje dobi to informacijo, se pravi za 500 €, ne, ali je njegov izum patentibilen. Se pravi, ni samo baza podatkov, kot sem prej rekla, lahko že takoj dobi ta podatek. Plus za vse pristojbine in vzdrževanja, mislim, da je tudi tam čez 80% tudi znižana strošek. Se pravi, je kar nekaj, bom rekla, ugodnosti za mala in srednja velika podjetja, da ne omenjam sploh vavčerske sheme v okviru Slovenskega podjetniškega sklada, v okviru sklada Evropske unije za intelektualno lastnino, ki tudi lahko prav mala in srednja velika podjetja dobijo velike ugodnosti za prijavo, za registracijo teh pravic. Urad ste močno odprli podjetnikom, ne, in zagotovili tudi določene svetovalne in podobne storitve. Morda še nekaj besed o tem, kako konkretno lahko, kakšno pomoč lahko podjetje, ki se sooča z intelektualno lastnino, razmišlja o tem, bi zaščitilo, ne bi zaščitilo, kaj lahko dobi pri uradu, vsaj v sami začetni, morda pa potem tudi v nadaljevalni fazi.
Zdaj spet prvo moramo omeniti infotočko, ker jo imamo, se pravi, to je že tista prva vstopna, tista točka, ok, imam Zoom, ne vem kaj, se pokliče in glede na tematiko potem ga preusmerjamo pač na strokovnjaka, ali gre za znamke, modele ali za patente, in to se mi zdi lahko dobi. Drugo je ta brezplačna storitev, ki jo izvajamo na našem uradu, to je prva oziroma prva informacija. To pomeni, da za vsa inovativna podjetja, mala in srednja, velika mikropodjetja, tista, ki so zainteresirana, to je samo, da pokličejo na urad, da si želijo to storitev, in naši strokovnjaki grejo na kraj sam, se pravi na podjetje, in potem grejo v bistvu skozi, čez nekako podjetje predstavi, kaj ima, in tako potem skupaj identificirajo, kaj bi lahko bil ta potencial, kaj razvijati, in pripravimo tudi poročilo, z vsemi, bom rekla, ukrepi, ki bi moralo podjetje narediti za višjo rast. Tako da prva se mi zdi zelo tak storitev, ki celostna se sliši. Celostna, ja. Ki se mi zdi, da je dobro, da podjetje jo nekako sprejme. Potem pa izvajamo vrsto različnih delavnic, webinarjev, na konferencah govorimo, tako da poskušamo biti prisotni povsod zdaj, za podjetja, in zato tudi veliko sodelujemo z mednarodnim okoljem, ker se mi zdi prav, da mi pripeljemo strokovnjake tudi iz tujine v Slovenijo, in da če oni povejo malo te prakse, kakšne so v tujini, ali pa da pridejo iz, bom rekla, Svetovne organizacije za intelektualno lastnino ali z Urada Evropske unije za intelektualno lastnino, se pravi, da oni pridejo k nam in povejo, se pravi, konkretne izkušnje ali pa dobre prakse, ki mislim, da to vedno radi podjetja poslušajo. Vsaj to je do zdaj pokazalo, kar smo do zdaj izvajali. Ja, Mateja, pri vas v podjetju Aerosol ste tudi izkoristili konkretno več storitev, pa med drugim tudi to prvo informacijo. Kakšna je vaša izkušnja, ki vidite dobrobit tega? Ja, mi smo to izkoristili, prvo postopek je, kar je Karin opisala, smo pa mi dejansko se odločili za to sodelovanje, izkoristiti prvo potem, ko smo dobili tole globalno nagrado VIPO, in smo vzeli to kot, želeli smo vedeti, narediti eno revizijo. Revizijo, pregled stanja, kje je naša intelektualna lastnina. In seveda podjetje najbolje to naredi nekdo, ki je strokovnjak, nekdo, ki je zunanji, ki obvlada področja. Ker kot prej omenjeno, mi smo delali stvari, mi smo se učili, in seveda skozi prvo po obisku ekipe, ki je prišla, pogledala, se pogovorila, dobila dokumentacijo, ki je bila potrebna, mi smo odgovorili na vprašalnike, je bil potem izdelano je bilo poročilo, posebej za nas, stanje, vrzeli, priporočila, in kaj bi se še dalo. In tako da zato sem rekla, to je za nas bilo, mi smo, do sem smo prišli, prišel je sedaj prihaja strokovnjak, pogleda kje, kako on vidi, potem spet gremo naprej. In tako da nam je to bilo zelo dobrodošlo. Kot neke vrste vmesna faza pogledati, tukaj smo, revizija, gremo naprej. In kje gremo naprej. In kako? Ja. Odlično, zato ste tudi prejeli pravzaprav VIPO Global Award, med 500 podjetij, prijav iz vsega sveta, ste bili eno podjetje od 7 nagrajenih. Kako vam je to, kaj vam ta nagrada pomeni z vidika prepoznavnosti? Čutite to tudi v poslovanju? Ja, mogoče dodam še tole, sama prijetje VIPO Global nagrade je
rezultat, je priznanje, ampak to je priznanje dejansko celi ekipi za vsa leta, ki so, se pravi, tudi tistim, ki jih mogoče več ni s podjetjem, ne, se pravi, ampak so ustvarjali intelektualno lastnino in komercializacijo podjetja, ne, in vsej zdajšnji ekipi, ne, vsem. Kar pa je pa to, da mi smo dejansko želeli vedeti, kako mi stojimo na tem področju. Zato smo se prijavili. Pač nagrada je bila potrditev, ker kot zanimivost, da povem to, mi smo se prijavili že leta 2022 in bili takrat izbrani med top 20 finalisti. Nismo bili še med prvimi, top 20, ampak to nam je bil pa dejansko ta dodatni zagon in ta motivacija, ki smo rekli, lahko naredimo še boljše in se bomo še enkrat prijavili, izboljšali situacijo, še bolj razumeli in dejansko takrat smo bili med nagrajenci, ker hkrati je ta proces nas kot podjetje sam silil, kako lahko smo še na tem področju intelektualne lastnine in komercializacije še boljši, Tako da sama nagrada je seveda nam dala izjemno potrditev, ker da ste na pravi poti. Da smo na pravi poti. Bil je to tudi benchmark, se pravi primerjava, kje smo mi na svetovnem trgu med malimi in srednjimi podjetji, glede upravljanja z intelektualno lastnino. In tudi zelo dobra izmenjava, praksa, kako one to delajo, kako druga podjetja to delajo, kje so njimi izzivi. Prepoznavnost je bila velika tako v Sloveniji kot v tujini, oziroma tako bom dvignila je seveda stopogledno ugled, kredibilnost med našimi poslovnimi partnerji, ker je seveda prepoznavnost je postala tako velika, poslovnimi partnerji, dobavitelji, znanstveni partnerji, na vladni ravni in tako naprej. Smo pa mi nagrado uporabili vi pa nagrado tudi kot kanal komunikacije našega poslanstva. In to je ozaveščanje o črnem ogljiku, se pravi o tem polutantu in negativnih vplivih, ki ta onesnaževalec ima na zdravje ljudi, na klimatske spremembe, na kakovost zraka. In mislim, da smo še tukajle dosegli, bom rekla, posredni učinek vplivanja na politiko, če tako temu rečem, vplivanja na številne aktivnosti, ki se dogajajo na temle našem povezovanju okoljevarstvenega področja, tehnologije, vladnih ukrepov in tako naprej za neko boljši jutri, bolj zdravi jutri. Torej tudi za družbeno odgovorno. Družbeno odgovorno, ker to nam je tudi naše poslanstvo. Tako. Karin, Slovenija je lani sprejela prvo nacionalno strategijo za intelektualno lastnino oziroma to področje. Morda še proti koncu gremo našega pogovora. Kaj so njeni glavni poudarki? Zakaj je ta dokument pomemben za Slovenijo? To je prvi sploh dokument v Sloveniji na področju intelektualne lastnine, se pravi, da imamo res nacionalno strategijo. To je zdaj naš kompas za prihodnost, kam želimo iti in zapisali smo noter, da želimo imeti odličen sistem intelektualne lastnine. Zdaj pa moramo graditi ukrepe, aktivnosti, da bomo res pripeljali do leta 2030 do tega odličnega sistema intelektualne lastnine. Da strategija opredeljuje 3 ključne cilje. Zdaj prvi cilj je bolj usmerjen v oblikovanju celotnega okolja, zakonodaje, študije, se pravi vse to, kar bi lahko, da nam daje neko ogledalo, da bo, kam moramo iti naprej v prihodnosti. Drugi cilj je zelo usmerjen v ozaveščanje javnosti, v educiranje javnosti. Tretji cilj pa v komercializacijo, kjer je tudi vrednotenje intelektualne lastnine vključeno noter. Se pravi, zdaj trenutno smo v fazi priprave akcijskega načrta, se pravi, da bomo nekako z vsemi konkretnimi aktivnostmi, kako bomo sploh prišli do odličnega sistema. Tako. In tako, ko je nastajala strategija tudi v tesnem sodelovanju z
različnimi deležniki, se pravi od kreativnega sektorja do poslovnega sektorja smo povabili, do raziskovalnega, bomo tudi akcijski načrt zdaj v aprilu, ga bomo predstavili in bomo imeli 2 delavnici bom rekla, z gospodarstvom, z raziskovalnimi inštitucijami, z kreativnim sektorjem, zato ker želimo, da potem bo to nek rezultat skupnega dela in potem bomo začeli izvajati strategijo oziroma jo že nekako z nekaterimi aktivnostmi, ki jih mi na uradu že delamo in so že opredeljene v strategiji, bomo še nadaljevali. Tako da želimo priti do odličnega sistema in da, tako kot je v naši viziji tudi napisano urada, da bomo partner še vedno naprej različnim ciljnim skupinam, ne pa samo regulator. Odlično. Dober sistem, podporni intelektualni lastnini je zagotovo tudi eden od elementov bom rekel, povečanja konkurenčnosti slovenskega gospodarstva, ne, zagotovo. Morda za zaključek, ker smo v podcastu Poslovni nasveti in ponavadi podelimo 3 konkretne nasvete podjetnikom, tistim, ki nas poslušajo. Kaj bi svetovali vsem tistim, ki imajo idejo, pa ne vedo, kako naprej zaščititi ali ne in kako jo zaščititi, kaj bi bili vajini nasveti? Pa morda začnimo, Mateja, z vami. S konkretnimi izkušnjami. Jaz bom tako rekla in se bom navezala na Karin. WIPO in Urad intelektualne lastnine v Sloveniji, tudi mi v Resolu jih jemljemo kot partner pri našem poslovanju. Ker imajo dejansko bazo, znanje, platformo, storitve, to, kar mi nimamo. Oni so eksperti, strokovnjaki, ki nam pomaga na trgu. In so tisti prvi, na katere se obrnemo. Se pravi, to je partnerstvo. Druga stvar je pa nasvet, se pravi, prvi svet to partnerstvo uporabiti, ker obstaja, samo pristopiti in se pogovoriti in videti, in tudi pomoč, ki je nudena. Druga stvar je ideje, pa naj je to znanje, ali so produkti, ali je to neka storitev, ali je karkoli je, se pravi, zaščititi. Ker če ni zaščiteno, je lahko izgubljeno. In res imamo običajno omejeno število idej, res dobrih idej, ki jih se da skomercializirati, ker to predstavlja vrednost. Ampak samo zaščititi intelektualno lastnino, patentirati ali dati blagovne znamke ali modele ni zadosti, ker to je potem tako, da imaš ta patent na policiji. Če se iz tega nekaj ne naredi, iz tega se pa naredi tako, da se komercializira. Ali podjetje samo gre na tuje trge, izvaža ali predstavi poslovne modele, ali so te licence, ali so franšize, karkoli podobnega. So razne oblike, kako lahko podjetje unovči to svojo patentirane ideje ali pa blagovne znamke ali pa karkoli drugega. Ker šele takrat, kadar ti dejansko na trgu uporabnik, kupec to kupi, takrat veš, da je ta tvoja ideja naredila ta pravo pot, da je skomercializirana in uporabljena. In to je vrednost. Za podjetje, ne? Za podjetja. Ne samo vrednost, da je v glavi ali pa samo na policiji. Tako. Super. Karin, vaši 3 nasveti? Tako, zdaj bom pa bolj izhajala kot urad. Zdaj kot prvo, vsekakor, da se nikoli ne, treba je gledati, da če imaš idejo, moraš zaupati v tem, biti vztrajen, biti pogumen in iti naprej. Se pravi, imaš idejo, ok, zdaj pa razmišlji o tem, kako bi je zavaroval to, katera pravica, kam, saj Mateja veliko že o tem rekla. Se pravi, to je prvo, da zaupaš sebi, da zaupaš ideji in da si pogumen in da si vztrajen. Potem, druga faza je, da oblikuješ svojo poslovno strategijo in v tej poslovni strategiji opredeliš tudi področje, ki je namenjeno intelektualni lastnini. Se pravi, da je strategija intelektualne lastnine del poslovne strategije. Se mi zdi, to je tudi ena druga zadeva. Tretja pa, zaradi poplav vseh informacij in to,
da se ne podcenjujete, bom rekla, da je ta dostopnost do urada, do raznih korporacij, do svetovne organizacije, do Evropska patenta, da je to samo za neke velike, za nekoga izbranega. Se pravi, bom rekla, vsi so odprti, ne? Potrebno je samo priti do nas oziroma do ljudi, bom rekla, na evropski ravni ali pa na svetovni ravni. Se pravi, tako, samo korajža je pomembna. Tako. Naj te ne zmanjka. Ja, tako, ja. Hvala lepa obema, Karin Žvokelj, direktorica urada za intelektualno lastnino, in Mateja Foršnarič, direktorica podjetja Aerosol. Hvala lepa za vajin obisk in tale pogovor. Jaz verjamem, da tudi za marsikatero dragoceno informacijo našim podjetnikom. Za več pa seveda naj se obrnejo na urad. Tako. Verjamem, da tudi morda po kakšno izkušnjo na vaše podjetje, Mateja, ki vam želim predvsem uspehov v prihodnje, poslovnih uspehov, vam, Karin, pa seveda čim več dobrih zaščit intelektualne lastnine v dobro slovenskega gospodarstva. Tako. In hvala za povabilo. Hvala lepa za povabilo. Tako, ja.